To zdaj ni pomembno, zdaj smo pri Mofokonu, guys. Zdaj smo pri domain expansionu od našega dečka. Ja, dajmo se še malo staviti pri fotostudiu. Bi mogoče bolj tehnično povedal, kako si ga ti izpeljal, kakšne si imel travme pri postavljanju, kako si ti videl ta cel proces, pa mogoče pa tudi snemanje. Koliko dni je trajalo? Ni bolj mesecev. Mislim, ta studij je bil res ena velika travma. Ja. Mislim, že en dan prej smo postavljali zvečer, da smo okrasili oziroma da smo oddelili vse v črnino. To je bil tudi projekt zase, ker sem... Sicer v plan je bil že več mesecev naprej, da bomo to z magneti gor dali. Ja. Wow. Spravi vsa ta črno blago, ki je črno blago, ki je bil okrog, pa še ti si je bil tudi svoj projekt. Zelo močnimi magneti. In ena asistentka je nam je tam pomagal, prostovoljc, se je poškodoval in je malo skrvavel. Z magnetom. Kaj mu je omesel, kaj je stisnilo? Mes ga je preščipnil. Ne, ful so močni. Ampak še zmeri tisti tekstil, ki smo mi ga gor obeše, še zmeri komaj ga gor držal. Ti se je bilo res huge zadeva. Ja, ker to so, morate vedeti, to so role, široke 2,8 metrov in dolge tudi po 10 metrov. Tako debele? Celo več kot 10 metrov. Mislim, da ne več kot mogoče pol centimetra. Kaj je to? Debelina. Ne, to so čisto tanke, to je 2 milimetra so te. To so tanke, da v bistvu itak vidiš zadnji skrin, je v bistvu niti ne pokrije svetlobe iz drugega prostora. Ja, pač niso toliko debele, da bi res črnino naredili, ampak je še zmeraj naredi dosti črnine. Torej predvsem pač površina. Ja, mislim, se s tem je bilo po mojem največ dela, da smo to gor ukrasili. Čeprav enkrat, ko smo naštudirali, po je šlo. Koliko vas je sploh postavljali? Ker nas z regijem ni bilo. Dan prej smo šla jaz in Blaž postavljati tako generally layout naše stojnice, se pravi fotostudio plus prodajna stojnica. Na srečo pač moram zahvaliti prostovoljcem, smo dobili še 2 prostovoljca, ki sta pomagala Blažu dejansko montirati to blago. Torej on plus 2 prostovoljca so potem postavljali to blago, potem pa še naslednji dan je imel Blaž pač še zadožitev, da luči postavi kamere in vse so pač tehnično opremo. Ampak on se je pač predvsem na fotostudio fokusiral. Zato me pač dejansko zanimalo, kako v bistvu si ti videl ta proces postavljanja. Kaj se ti je zdaj? Ne, bolje vprašanje, kako si sploh videl Mofokon na ti? Zelo malo. V bistvu nič. Praktično nič. V bistvu od pred začetkom sem še bil okrog, da sem videl, kaj se je folk pripravljal, postavljal. Od začetka pa to do večera, pa praktično do tistega, ko smo šli na cosplay, tekmovanje, gledati nisem imel praktično časa.Sko smo šponali praktično cosplay. Mislim, želja je bila res, da ta fotostudio je nekaj, kar slovenska scena še ni videla. Jaz sem pač sanjal ta fotostudio že mesece prej in sem vedel, da bo pač precejšen vložek, ampak želel sem priti iz tistega študent Marko, ki samo sanja in upa, da bo nekoč nekaj tazga nastalo in zdaj smo končno na stopni, ko lahko te sanje spremenimo dejansko v realnost, ko imamo dovolj pač različnih, ne rečem, retailerjev, ki se ukvarjajo z dobavo materijala, imamo dejansko dovolj tehnične opreme, ki lahko to izvedajo, samo treba jo logistično vse narediti, pa seveda vložiti. Imamo tehničnega mojstra, ki lahko se tudi oprema, konec sem pol leta prej že nekako že planiral, kaj moram na bazo, da lahko tehnično nekako res speljamo, da bo res izgledal kul na koncu. Sicer še zmeraj na koncu smoke je manjko, kar ful obžalujem, ker bi res hudo dobro bi izpadel na taki sceni. Se pravi, enega kadilca bi rabil, enega, ki bi skozi pušil tam zraven. Ti si imel smoke machine, ko se sem imel, ampak ga nismo smeli uporabiti. Pač moraš vedeti, da imaš te toplotne oziroma pač te požarne senzorje in če bi dal smoke... Pa še sprinklerji so gor, tako da je to še toliko slabško, bi nas vse zalili. A pa imaš še vodo? Še en efekt. Še en efekt, ja. Obstaja kakšne alternative na trgu? Ne, v bistvu to, ker je ta vape sistem je v bistvu najbolj varen, ampak v primeru, če so senzori na dim, vsak odpove. Če so pa termični senzori, pa ni problem, pa bi pa lahko. Veš kaj razmišljam, dry ice bi rabo. Ne, sem to isti kot ker je senzor, ker zazna dima, ne. A dry ice lahko tudi jaz naredim s tem vapom. Ja, v bistvu isti efekt naredim, veš, že v bistvu površinski dim, ne, ampak ker boš ti po njemu hodil, boš vse to začel dvigovati, ne. In tako bo takoj sprožil. Termalni senzori so relativno nova stvar, ne.
Možno, ja. Mogoče, ja, ne vem. Zanimivo. Odvisno, kje ga porabijo. Sej nekje smo, ko sem nekje drugje snemal, so rekli, pač da imajo termične senze, pa smo normalno posmovkali noter, ne, pa nismo sproženi. Sam če so pa dimni, ne, ti se pa... Prostor za nadgradnje je še dovolj. Govorili smo o smoku, potem vem, da si imel ti plan, v bistvu neko podlago, ki se vrti celo. Platformo, ki bi tudi uspeli narediti, ja. A nisi to ti imel, ki si se enkrat špilal s... Ja, jaz sem imel samo mehanizem, ki je v bistvu takole velik. To se pravi, da bi mogel imeti noge skupaj, pa bi gor stal. Jaz sem hotel pa narediti v bistvu platformo, zato da ti lahko se postaviš gor. Plus, da bi bilo še ledice noter, zato da pač zgleda, da je neki spodi. Sam nisem dobil vsega materiala v pravem cajtu, tako da pač to je projekt za naslednjič. Če bi zdaj ves material pa vse želje, potem ne bi bilo več dodatnih pričakovanj. To je to, moramo upgrade, lahko se še level upamo, dobesedno. Ampak ja, bil je Juvan ves čas zaprt, mislim, da od 11 do 6 je bil zaprt praktično v tistem in zamenil je vmes 3 majice, če se pravi. Sam 3, 6. Pa leg day je bil, totalni leg day. Dobro, da smo jih imeli 7 različnih, ne? Res je, ja. Ok,